Hvala lepa, gospod Kacin. Spoštovane državljanke, spoštovani državljani, lep pozdrav tudi z moje strani. Torej, včeraj smo v vseh medijih, kjerkoli se je dalo, poskušali pojasniti, kaj novi odlok prinaša. Kljub temu moram reči, da je na današnji dan telefonska številka tako na operativno-komunikacijskem centru, kot tudi na številki, kjer lahko pokličete, kaj je z novim odlokom oziroma kako ga izvajati, ta številka skoraj pregorela. Moram reči, da so nekatera vprašanja taka, da se človek vpraša, ali je res možno, da ljudje sprašujejo, to sploh sprašujejo. Nekatera pa so taka, ki so povsem utemeljena in morda zaslužijo neke dodatne pozornosti. Torej, najprej je potrebno povedati, da nič od tistega, kar je bilo že v prejšnjem odloku o omejitvi gibanja na področju celotne Republike Slovenije, torej zbiranja na javnih krajih in omejitvi gibanja, nič od tistega nismo kaj bistveno prepovedali. Torej, še vedno lahko greste na svoje delovno mesto, še vedno greste lahko v lekarno, še vedno greste lahko na odvzem krvi ali daritev krvi, še zmeraj greste lahko v bolnico, še zmeraj lahko počnete svojo gospodarsko, kmetijsko ali katerokoli drugo dejavnost, ne glede na to, v kateri občini živite in ne glede na to, v kateri občini se ta storitev izvaja. To je prvo dejstvo. Danes so mnogi spraševali, ali je potrebno za tako gibanje imeti kakšna posebna dovoljenja. V odloku teh posebnih dovoljenj trenutno nismo predvideli. Priporočamo pa vsem, posebej tistim, ki se vozijo na svoje delovno mesto iz ene občine v drugo ali na povsem drugi konec Slovenije, da imajo pri sebi povsem enostavno potrdilo delodajalca, kjer piše ime, priimek, ta in ta, svoje delo opravlja na tej in tej lokaciji, naslov podjetja in naslov firme, kjer to podjetje deluje. Policisti v tem trenutku nikogar ne kaznujejo. Želijo pa z svojimi opozorili občane ponovno opozoriti na to, da je gibanje tisto gibanje, ki je nepotrebno, ki ga ni potrebno izvajati in ki ni nujno, da ga tudi ne izvajate. Torej, če vas bo ustavil policist in vas vprašal, kam greste, to ne pomeni, da vas bo kaznoval. Želi vas le opozoriti in na nek način tudi preveriti, ali dejansko greste tja, kjer je to nujno, ali greste dejansko na delo, ali greste dejansko v lekarno, ali greste morda dejansko nakrmiti živino, kar je tudi ena od nujnih stvari, ali greste na pogreb. Eno od vprašanj je bilo tudi ta, ali lahko hodimo na pogreb. Seveda, pogreb je nujna stvar, nobenih omejitev v tej smeri ni. Drži pa, da omejitve, splošne omejitve še zmeraj ostajajo. Torej, tudi ko greste na pogreb, je potrebno držati razdaljo, je treba ta sprevod pogreba opraviti v primerni razdalji med temi, ki se pogreba udeležujejo. Če je na tem pogrebu družina s 5 člani, lahko hodi skupaj, torej plastično povedano, nič ni drugače, kot je bilo prej. Ena od bistvenih stvari, ki je drugačna, kot je bilo prej in za katero smo posebej včeraj povedali, da je potrebna izpostaviti, je to, da ni več dovoljeno izven svoje občine dostopati do parkovnih, sprehajalnih in drugih rekreacijskih površin. Zakaj? Zdravniki kliničnega centra so vam v prispevku včeraj in predvčerajšnjim povedali, da je nerazumljivo, kako veliko poškodb je bilo z naslova adrenalinskih športov. Župani Bleda, župani iz primorskih občin so povedali, da je nesprejemljivo, da se tre tam ljudi, ko pa bi vendarle bilo potrebno, da držimo razdaljo, da se v teh dneh ne gremo turizma, da se v teh dneh ne gremo športnih aktivnosti. Če ste športnik, lahko svojo aktivnost opravite tudi v svoji lastni občini. Namesto, da boste prekolesarili 60 km od točke A do točke B, boste teh 60 km opravili znotraj lastne občine. Tudi tečete lahko znotraj lastne občine. Torej, ta sprememba je ključna in ta sprememba je po naši oceni tista, ki bo v veliki meri pripomogla k temu, da se ne bo dogajalo to, kar se je dogajalo v zadnjem vikendu. Še ena sprememba je ta, ki v drugem delu 3. člena odloka napotuje, da lahko določene storitve opravljate le znotraj lastne občine, da pa, še enkrat poudarjam, da pa, vkolikor ta storitev znotraj vaše občine ni možno zagotoviti, to opravite v najbližji naslednji občini.
Torej, če tudi v naslednji ni, gre se lahko tudi v tretjo občino, a vendar ne dlje kot do tam, kjer je ta storitev možna. Ta storitev oziroma te storitve, ena od ključnih je seveda nakupovanje, velja za vaše nakupe v trgovinah. V tej zvezi bi želel povedati, da je danes prišlo na nas množica vprašanj, tako strani trgovcev, kot strani tistih, ki te objekte varujejo. Večina med njimi se je pritoževala nad vašimi, seveda zdaj naslavljam to vašimi, samo na tiste, ki ste to počeli, nad vašim neprimernim obnašanjem, nad neupoštevanjem odloka, predvsem pa nad neupoštevanjem tega, da z tem, kar v tem odloku predpisujemo, v pretežni meri varujemo druge. Varujemo prodajalke, varujemo tiste, ki tudi prihajajo v trgovino, varujemo soobčane in tako naprej. Torej, ponovno vas prosimo, upoštevajte navodila, upoštevajte, da v zaprte prostore prihajamo z maskami, da nam večina trgovcev na vstopu nudi zaščitne rokavice, da nam večina trgovcev nudi tudi razkužilo na vstopu in da vkolikor maske nimate, kar se je v teh dneh večkrat izkazalo, uporabljajte priročna improvizirana sredstva, šal, ruto, tiste zaščite, ki jih sicer uporabljate, ko z njimi hodite v hribe ali ko z njimi športate. Torej imamo rekvizite, s katerimi lahko v največji meri zaščitimo drugega. Posebej bi tukaj pozval vse trgovce, torej tiste, ki ste se danes na nas obrnili z bodisi pismi, bodisi sklici, torej trgovce in tiste, ki varujete te objekte. V odloku smo predvideli možnost, da župan občine aktivira pripadnike civilne zaščite. Zato vas prosim, da v primeru tega, da vaši varnostniki oziroma vaše trgovke ne uspejo vzpostaviti dovolj velikega reda, za pomoč zaprosite župane. Župane zaprosite, naj aktivirajo civilno zaščito, naj najdejo pripadnike, torej prostovoljce, ki bodo pomagali varnostnim službam, pa trgovinam in trgovkam. Mislim, da je to ena od prvih korakov, s katero lahko na lokalnem nivoju vzpostavimo red, večjo disciplino, če že sami državljani tega niso sposobni. Verjamem, da bodo v prihodnjih dneh tega sposobni, a vendar je med nami še kar nekaj tistih, ki se jim za ta odlok in za naše zdravje, za naše varnost žvižga. Tudi policija ima navodilo, seveda policistov ni dovolj, da bi lahko stala pred vsako trgovino, ima pa navodilo, da random, torej na naključnih mestih, izvaja nadzor in opozarja tiste, ki zadeve kršijo, tiste, ki odlok kršijo. To navodilo bo izvajala tudi v naslednjih dneh, pri čemer računam, da bomo s sprejetjem anti-covid zakona zadeve lahko še poostrili, torej da bo policija lahko tudi neposredno izdajala kazni, ne samo opozarjala in ne samo tiste, ki ne spoštujejo odloka, predlagala inšpekcijskim službam za izdajo kazni. Rad bi poudaril še eno zelo pomembno zadevo, ki se je v današnjem dnevu izkazala kot tista, ki je morda mnoge ali pa saj nekatere dodatno razburila. Mi v tem trenutku ne prepovedujemo nobenih dejavnosti, torej želimo, da gospodarstvo v kar največji meri deluje naprej, sicer v zelo zaostrenih in seveda kriznih razmerah, a ničesar od tistega, kar nekateri pričakujejo, da naj bi naredili, zaenkrat nismo storili. Torej, gradbena podjetja še zmeraj delajo, trgovine so odprte, vse storitve, ki so nujne, delajo in verjamem, da občani to razumete. Vkolikor bo potrebno, bomo seveda morali zaostriti tudi te stvari, a si tega ne želimo, kajti to pomeni popolno ustavitev vsega, kar se v naši družbi dogaja in to seveda posledično pomeni ne samo problem epidemije, ampak tudi problem naše krajne, končne ekonomske vzdržnosti. V današnjem dnevu smo dobili tudi kar nekaj vprašanj, posebej me čudi stališče informacijske pooblaščenke, ki je dajala izjave na 103. in 4. člen, ki je seveda še v obravnavi in ga bodo poslanci obravnavali jutri po jutrišnjem novega anti-covid zakona.
Naj bom tukaj jasen. Policija si v primeru anti-covid zakona ne želi nobenih dodatnih pooblastil, nobenih dodatnih pristojnosti za to, da bi komorkoli omejevala gibanje, za to, da bi komorkoli omejevala njegove svoboščine ali celo več, da bi kakorkoli posegale v človekove pravice. Oba člena tega zakona, ki sta napisana, sta v izključni in edini smeri napisana zato, da si prepreči nepooblaščena, predvsem pa nerazumljiva gibanja tistih, ki so okuženi, ki bi morali ostati doma, ki so v karantenah, pa tam niso, ampak se prosto sprehajajo. Torej gre za to, da želimo s tema dvema členoma dati policiji pooblastila izključno za preprečevanje in zajezitev epidemije in pa za to, da kar v najkrajšem času to epidemijo tudi zajezimo. Sam osebno nimam nobenih težav, da člen 104 umaknemo iz tega zakona. To pomeni samo to, da bodo tisti, ki so pripravljeni karanteno odsedeti doma in so pripravljeni podpisati in se strinjati s tem, da jih nadzorujemo, torej da vedo policisti in ostali nadzorni organi, kje se gibljajo, tega pač enostavno ne bodo počeli doma, ampak bodo to počeli v karantenah, v skupnih karantenah, tam, kjer ne bodo imeli takega udobja, kot bi ga lahko imeli doma in kot ga imajo doma. Torej, vkolikor gospa Prelesnik in ostali menijo, da je tukaj kaj narobe, bi potem prosil vse tiste, ki te možnosti, da to preživljajo doma, ne bodo imeli, naj se obrnejo na tiste, ki danes pozivajo, da policija hoče ne vem kakšna nova in seveda pooblastila, ki nekakor ne gredo v smer, kot jih sami navajajo. Kar se tiče pa 103. člena o dodatnih pooblastilih policije za nadzor, ravno tako tistih oziroma ljudi, ki so vezani na zakon o zdravju, naj pa pododam samo to, ta člen zakona je bil usklajen v skoraj 2 dneh neprestanega komuniciranja med Ministrstvom za zdravje, Ministrstvom za notranje zadeve, Službo vlade za zakonodajo in bil do potankosti usklajen. Torej, če imamo v Sloveniji ljudi, ki pač mislijo, da strokovnjaki na teh 3 področjih ne vedo dovolj, naj to sporočijo poslancem in v končni fazi se bodo poslanci odločili, ali je prav, da ta člen v njem ostane ali ne. Sam osebno nimam s tem nikakršnih težav. Torej, nikakršnih težav, da to ne ostane v zakonu, opozarjam pa to, da s tem v bistvu drastično zmanjšujemo pristojnost policije za nadzor širjenja epidemije in za to, da bomo čim hitreje in čim učinkoviteje to epidemijo tudi zajezili. Metka Majer iz Televizije Slovenija sprašuje: zanima me, kako kaže s predlogom za aktivacijo 37.a člena zakona o obrambi, ki je že spisan, poslan poslanskim skupinam, kdaj se predvideva, da bo uradni predlog podan? Hvala lepa. Torej, po moji oceni kaže z aktivacijo tega člena dobro. Danes do 16. ure smo zaprosili vse poslanske skupine, da nam dajo svoje pripombe. Vse poslanske skupine so pripombe dale oziroma jih bodo poslale do današnjega dne. Je nekaj pripomb, te pripombe bomo v največji meri poskušali upoštevati, tiste seveda, ki so smiselne, in računam, da bomo zadevo zaključili z dopisno sejo vlade tekom jutrišnjega dne, kar pomeni, da bi aktivacija tega člena bila lahko v Državnem zboru v sredo, tako kot obravnava anti-covid zakona. Hvala lepa. Naslednje vprašanje. Pozdravljeni, Rok Šuligoj, TV Slovenija. Mene pa zanima, imam vprašanje v zvezi z ločenimi družinami. In sicer recimo, da imamo primer družine, ki ima stalno bivališče v Ljubljani, ker zaradi varnosti pa so se potem razdelili na 2 dela, torej en pripadnik te družine je ostal v Ljubljani, ostali pa so šli na varno recimo na Vrhniko. Ali se lahko ta družina sreča, ali jih lahko gospod iz Ljubljane obišče, glede na to, da bo šel skozi nekaj občin, preden bo prišel do tja, in če ga ustavi policija na kakšni od teh kontrolnih točk, kaj potrebuje oziroma kako dokaže, kam gre in po kaj gre. Hvala.
No, poglejte, to vprašanje samo sebi malce kontradiktorno. Najprej ste povedal, da se je družina ločila zaradi varnosti, v nadaljevanju tega vprašanja pa me sprašujete, kako naj pridejo skupaj. Torej, če so se ločili zaradi varnosti, in jaz to zadevo seveda podpiram, mnogi od nas smo v teh dneh ločeni zaradi tega, da ne živimo skupaj, ker imamo otroke. Vkolikor želi gospod obiskati to družino, je seveda ta zadeva možna. Najbrž lahko to zadeva, vkolikor želi kaj nujnega opraviti pri tej družini, to opravi brez težav. V prvem odstavku 3. člena je navedena izjema, ki ni omejena na posamezno občino, ampak je omejena na celo Slovenijo. Torej, v nujnih primerih lahko prehajate iz točke A na točko B brez omejitev. Hvala lepa. Alen Selihovič, Radio Ognjišče. Kakšne so razmere glede dnevnih migracij in ali ima Slovenija dovolj kapacitet za izolacijo migrantov ter kako je z vračanjem le-teh na Hrvaško? Verjetno vprašanje dnevnih migracij vezano na naše zaposlene, ki se premikajo z točke A ali z točke B ali kaj drugega. Če ta prvi del ne razumem povsem natančno. Na drugi del vprašanja pa lahko odgovorim, da Slovenija bo zagotovila zadostno količino prostorov za karantene. Kar pa se tiče vračanja migrantov na Hrvaško oziroma bi rekel prebežnikov, pa moram reči, da v zadnjih nekaj dneh zadeva z hrvaškimi obmejnimi organi poteka relativno dobro in da vse tiste zajete pripadnike, ki jih zajamemo na zeleni meji oziroma ki ilegalno želijo prestopati to mejo, v večjem številu oziroma zelo veliko vračamo hrvaškim mejnim organom in tukaj v tem trenutku ni večjih težav. Težav, ki so se pojavljale pred dobrim tednom ali pa pred 10 dnevi. Tudi zaradi tega, ker zelo dobro sodelujemo z tako direktor policije, z direktorjem policije Hrvaške, seveda pa tudi zaradi tega, ker se vsake 2 dni tudi sam osebno slišim z hrvaškim notranjim ministrom. Hvala lepa. Suzana Kos, Delo. Zanima me, ali obstaja možnost, da bodo posamezni državljani, za katere bo odrejena karantena, bodisi potrjena okužba, bodisi utemeljen sum okužbe, slednjo preživeli v prostorih, ki jih bo določila država. Ne govorimo o državljanih, ki se zdaj vračajo v domovino, pač pa državljanih, ki so se okužili v Sloveniji. Za državljane, ki so se okužili v Sloveniji, bo več povedala dr. Bejovićeva, sam pa lahko rečem samo to, da je ravno 104. člen tega zakona, ki je sedaj za nekatere sporen, namenjen ravno temu, torej, da imamo možnost nadzora nad temi državljani, ki se strinjajo s tem, da ta nadzor država nad njimi upravlja, ravno za primer, ko bi želeli to karanteno oziroma to izolacijo opraviti oziroma izvesti v svojem lastnem stanovanju, ne v neki skupni karanteni. Hvala lepa. Sašo Borojevič, Radio 1, zastavlja nekaj praktičnih vprašanj prebivalcev. Ali lahko nakup v trgovini opravim tudi v občini, kjer sem zaposlen, ali moram iti v trgovino v svojem domačem kraju? Nakup lahko upravite, vkolikor ste prišli na svoje delovno mesto, tudi v kraju, kjer ste zaposlen, pri čemer seveda upoštevate vse tiste omejitve, ki jih je vlada priporočila oziroma odredila. Vstop za zaščitno masko, z rokavicami, predvsem pa seveda upoštevanje varnostne razdalje in prioritetne ure, kjer ima nekdo drug pred vami prioriteto, torej upokojenci, nosečnice, invalidi in podobno. Kje ne dobimo zaščitne rokavice, ki jih že nekaj časa ne prodajajo v lekarnah? Za zaščitne rokavice moram reči, da smo preverili, kakšna je ta količina v skladiščih civilne zaščite. Zaščitnih rokavic je dovolj in verjamem, da bomo v naslednjih dneh uredili tudi distribucijo, kar pomeni, da bo država zagotovila dovolj veliko količino zaščitnih rokavic. Ob tem pa naj poudarim in seveda se zahvalim tudi trgovcem, tudi sami so ali pa še vedno in verjamem, da bodo to delali tudi v prihodnje, zagotovili dovolj veliko zaščitnih rokavic na vhodu v vsake od trgovin. In še zakaj se pri nadomestilu za zaposlene ne upošteva čas od 12. marca, ko je bila razglašena epidemija in bi pripadal polovičen dodatek za mesec marec, kot velja za samozaposlene?
Tega odgovora vam jaz v tem trenutku ne morem dati, to je področje, ki ga koordinirata gospod minister Počivalšek in gospod minister za družino, delo in socialne zadeve, gospod Kralj. Verjamem pa, da ga lahko naslovite na njih in boste dobili povsem točen in jasen odgovor. Lea Majcen, Planet TV. V zvezi z omejitvami gibanja na občine. So ljudje, ki so se zaradi dela in da ne bi ogrožali zdravja domačih, začasno preselili v Ljubljano ali druga mesta, niso pa uspeli urediti začasnega prebivališča. Tudi upravne enote imajo prilagojeno delo, telefonske linije so zasedene že od jutra. Med njimi je tudi veliko zdravstvenih delavcev. Kaj svetujete v takih primerih? Lahko gredo v trgovino na sprehod? Poglejte, pri mnogih zadevah bo potrebno uporabiti zdravo pamet. In v tem primeru je odgovor vendarle jasen. Jasno, da gredo lahko v trgovino in jasno, da gredo lahko na sprehod. To seveda ne pomeni, da ni potrebno urediti tako stalnega kot začasno bivališče, kolikor ga imate, in nažalost ugotavljamo, da kar mnogi državljani tega nimajo urejeno, ne glede na to, kar se je zgodilo sedaj, torej ne glede na epidemijo COVID-19. Torej vsi državljani imajo, tudi sicer ne imajo, morajo urediti stalno oziroma začasno prebivališče, kolikor ga imajo, in tudi v tem trenutku ni nobenih ovir, da tega ne storijo. Upravne enote delujejo. To, da upravne enote ne delujejo, ne drži. Ukolikor do upravne enote ne morete in niste vešči uporabe poslovanja, lahko z navadno pošto to pošljete na upravno enoto in na upravni enoti vam bodo uredili tako prijavo stalnega ali začasnega bivališča. Lahko zadevo uredite preko poslovanja, vsekakor pa ne drži, da se tega ne da izvesti. V skrajnem primeru je trebno povedati tudi to, da smo z tem anti-covid zakonom določili tudi možnost zamika, torej tudi če boste to oddali oziroma to uredili z enomesečno zamudo, ne boste v nikakršnem prekršku, kajti to nam ta odlok in mnoge druge odloge omogoča oziroma nam bo omogočal novo sprejeti zakon. In še zadnje vprašanje našega informativnega... Zadnje vprašanje. Hvala. Našega informativnega programa Televizije Slovenija, ki ga postavljajo gledalci, kaj lahko skladno z novim odlokom še počnejo, ali lahko rekreativno kolesarijo, ali se lahko s kolesom peljejo le v službo, ali lahko rekreativno tečejo, ali o tem, kje v občini lahko tečejo, odloča župan. Tako je, župani imajo pristojnost, da posebej določijo, kje se lahko te aktivnosti izvajajo. Vse to, kar ste spraševali, lahko počnejo, torej počnejo v okviru svoje občine. Če pa se nekdo želi pripeljati tudi na delo iz občine A v občino B, je tudi to mogoče, vendar ne verjamem, da je to zdaj ključni problem. Ključni problemi so to, ne vprašanja nekih posameznikov, ki pravzaprav ne uporabljajo zdravega razuma. Jaz bi na koncu vendarle rekel še besedo, torej rad bi se z tega mesta zahvalil predvsem vsem našim zdravstvenim delavcem, vsem tistim v domovih za upokojence in pa seveda našim policistom. To so trije ključni segmenti v tem trenutku, ki so, če tako rečem, na prvi bojni liniji, na prvi fronti spopadanja z epidemijo. Zato pozivam še enkrat vse državljane in državljanke, pomagajmo jim. Pomagamo jim pa lahko samo tako, da upoštevamo njihova navodila, torej navodila zdravstvene stroke, uredbe in odloke, ki jih bo sprejela vlada, in upoštevajte nad vsemi temi tudi vašo zdravo pamet. Hvala lepa.